Dober dan, en lep pomladni pozdrav vsem skupaj. Veseli me, da ste si vzeli čas na tako sončno dopoldne za nekaj pogovora in deljenja izkušenj. Jaz sem specialistka družinske medicine, sem v službi v Zdravstvenem domu Ljubljana, poleg tega pa tudi del svojega delovnega časa na katedri za družinsko medicino, kjer izobražujem študente na dodiplomskem in podiplomskem nivoju. Kar se tiče Alzheimerjeve bolezni, in hvala organizatorjem, da so mi zaupali to vabilo, pravzaprav zelo dolgo lahko tavamo v temi, če ne spregledamo, za kakšno težavo gre. Ta pregovor brez problemov ni rešitev je natanko kot ulit za tovrstne zdravstvene težave. Samo od trenutka, ko spoznamo, da gre za Alzheimerjevo bolezen, se nam res docela odprejo poti rešitve. Dokler imamo druge razlage ali pa druge izgovore za tovrstne težave, ne bomo uspešno izzvali te bolezni. To je tudi bolezen, za katero je zelo značilno, da je podatek, ki ga pacient pove, vsaj toliko pomemben kot podatek njegove okolice. Mi strokovno rečemo, da je avtoanamneza vsaj enako pomembna kot heteroanamneza. To, kar opažajo svojci, česar bolnik morda ne opazi, ali pa se mu ne zdi pomembno, ali pa na neke določene težave pravzaprav pozabil in jih pri zdravniku ne navaja. Šele takrat lahko dobi zdravnik družinske medicine tisto vlogo, ki jo pravzaprav ima, da koordinira, ker izziv Alzheimerjeve bolezni zagotovo ni nastavljen za enega samega junaka. Samo skupaj s povezovanjem različnih strokovnjakov, celo različnih sektorjev, lahko kaj dosežemo. In v tej komunikaciji, v tem sporazumevanju so odprtost, odkritost, strokovno znanje in usmerjanje k nekemu res skupnemu cilju ključni za uspeh. Še enkrat, in to se bo skozi predavanja večkrat ponovilo, svojci so pomemben člen v prepoznavanju Alzheimerjeve bolezni, pa ne samo v prepoznavanju, tudi v obravnavi, tudi v lajšanju težav, tudi v življenju s temi ljudmi, tudi v spremljanju skozi celo življenjsko obdobje in nenazadnje so svojci pri tej bolezni tudi zelo trpeči. Pacient, beseda izhaja iz latinske besede, ki pomeni trpljenje. In Alzheimerjeva bolezen zelo tipično prizadene celo družino. Včasih so celo svojci bolj prizadeti kot pacient sam. Kaj sem si zamislila kot vsebino današnje predstavitve? Nekaj primerov iz prakse, nekaj najpogostejših znakov, ki jih opažamo ali pa spregledamo, katere ovire pravzaprav imamo pri prepoznavanju obravnave Alzheimerjeve bolezni, kaj lahko zdravnik družinske medicine, mogoče bom kdaj rekla tudi osebni izbrani zdravnik, to je sinonim, lahko, na kakšne načine lahko pomaga pri obravnavi te bolezni in kaj pravzaprav zmislimo s to interdisciplinarno obravnavo. No, tole je 87-letna gospa, ki je bila 2 tedna pred dogajanjem sprejeta v dom starejših občanov. Tisti, ki ne veste, vam moram povedati, da v trenutku, ko je nekdo sprejet v dom starejših občanov, običajno je prenešena tja tudi vsa pacientova zdravstvena dokumentacija, saj imajo domovi svoje zdravnike, ki skrbijo za oskrbovance. Zdravnica v domu je bila poklicana gospe zaradi zelo hude vznemirjenosti in nenehne konfrontacije te gospe z eno določeno medicinsko sestro. Namreč gospa jo je vsakodnevno napadala in obtoževala, da je ta sestra ukradla iz njene gospejine omare poročno obleko, ki je visela, točno se ve, kje je prva stvar na levi. Na prvem obešalniku levo je visela poročna obleka. Gospa je določila, katera sestra jo je vzela, in to je bil predmet vsakodnevnih soočanj, tako hud, da je sestra pogosto tudi jokala. Zdravnica je bila poklicana za razsodnico. Drugi primer, 82-letni gospod je s hčerko obiskal svojo osebno zdravnico. Po pogovoru, pregledu in izključitvi drugih možnosti se je izkazalo, da gospod ima Alzheimerjevo bolezen. Zaradi stalne potrebe po nadzoru je zdravnica na
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje poslala vlogo oziroma obrazec za tujo nego in pomoč. Vse to bom tekom predavanja razložila, tudi se bo izkazalo, kaj je bilo s posameznim od teh primerov. Nadzorni zdravnik vedno obišče zavarovanca na domu, če zavarovanec ni sposoben priti sam. Tukaj je bil en zelo nesrečen slučaj. Ta nadzorni zdravnik pokojninskega zavoda, po domače govorim, se je najavil za to dopoldne. Gospa hčerka je dolgo čakala, potem je bil pa že čisto zadnji trenutek pred kosilom, da ona skoči nekaj v bližnjo trgovino iskat, ki je bila oddaljena 5 minut. Točno v tistem trenutku, ko je ni bilo, je prišel nadzorni zdravnik, naletel na zavarovanca, pacienta. Pacient se je z njim ljubeznivo usedel, mu bil sposoben celo skuhati kavo, zdravnik je odšel in dal odločbo, da je ta primer prošnje neutemeljen, gospod je vendar čisto v redu. To je simbolna slika, to ni naš gospod, ampak takole družina sodeluje. No in tretji primer, 73-letna gospa, taka, ki je imela vse v rokah, ki je tudi svojo hčerko spomnila, kdaj ima abonma v Drami in v Operi, je prišla v ambulanto in imela obliž skoraj na vsakem prstu. Jaz sem se grozno začudila, kaj se ji je zgodilo, in je povedala, da v svoji lastni kuhinji, ki jo ima že 10 let tako in enako in kamor je ona določala, kateri predmeti bodo v katerem predalu, se redno zmoti in na vso silo seže v predal, kjer so noži, misleč, da so tam kuhinjske krpe. In to se ji zgodi skoraj vsakič. Potem sem se pogovorila še z možem. Te spremembe pri njej so nastopile tako rekoč čez noč. Gospod je povedal nekaj še dosti bolj zaskrbljujočega, namreč, da gospa po noči, ko gre običajno enkrat na vodo, zaide v omaro namesto v vrata za kopalnico, to so bila sosednja vrata. Ko pride v omaro, ne zna več ven, bi želela skozi zadnjo steno omare izstopiti in se ne spomni, da bi izstopila nazaj ven in šla v sosednji vhod, potem joka in prosi moža za pomoč. In zdaj k temu vprašanju, kaj se pravzaprav dogaja z našim družinskim članom. Kateri znaki so tisti, ki jih opaža on, ali mi, ali oboji, ali pa morda nikdar, nihče. Pozabljeni predmeti, to se nam vsem dogaja, prezaposlenost, preobremenjenost, stres je lahko enakovredno škodljiv za nas kratkoročni spomin, ampak recimo gospa Nataša iz Narodne galerije bo stopila z vlaka pa bo rekla, ja, prmej duš, pa sem spet ta drugo Marelo že gor pozabila. Dementen človek bo nekje na peronu, ne bo niti vedel, da se je peljal z vlakom, brez dežnika itak bo, samo on se ne bo zavedal niti tega, kaj se je ravnokar dogajalo. To je velika razlika. Težave pri govoru, namreč iskanje besed, nerazumevanje preprostih stavkov, izmišljene besede. Zdaj boste vsi rekli, pa saj jaz se tudi ne spomnim včasih točno imena sošolca ali pa neke telefonske številke ali pa imena nekega predmeta ali pa imena nekoga, a veš, gospod, no, fakultete za farmacijo, taki je za cepiva, mali je kravžljast, pa je na očalama, no, on, ki velikrat govori o cepivih, ne morem točno ga videti, ampak imena ne morem se spomniti. No, to je recimo tipično za nekoga, ki ima trenutne težave s spominom, nekdo, ki pa ima resne težave s spominom, niti ne bo vedel, kaj je o cepivih izvedel in kdo je to povedal. Niti opisati ga ne bo znal. Ne, včasih opišemo kakšen pojem, če se besede ne spomnimo. Osebnosti in vedenjske spremembe. To je zelo pogosto. Fenomen obtoževanja, če se spomnite drugega primera, ta gospa s svojo poročno obleko. Seveda je v svoji omari doma verjetno imela res poročno obleko obešeno kot prvo na levi strani omare. Vendar, ko so jo svojci selili v dom, te obleke niso preselili. So ji to tudi povedali. Prostor v domu starejših je omejen in mogoče kakšni memorabilni kosi pravzaprav ostanejo doma. To je terjalo svojce, da so z dolgim prepričevanjem nekako gospo skušali pomiriti, ni čisto verjela, ampak ta fenomen obtoževanja, ti si mi skrila, ti si mi vzela, služkinja je bila tlej, mi je najlepšo vazo verjetno odnesla, jaz jo ne najdem, nikjer jo ni. Sumničavost. Aha, zdaj moram iti stavek zdravniku, vi bi me radi v dom spravili, se vem, to že skozi hočete, ne? Človek postane včasih karikatura samega sebe. Tisti človek, ki je mogoče že ves čas kazal ene take malček bolj
priostrene in pa recimo prepirljive poteze postane strahotno kverulantski, nič se ne da z njim zmeniti, ali pa se obrne na glavo in postane nespoznaven, molčeč, neodziven, brez iskrice življenja. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije, hude pozabljivosti. Pozabi otroka v vozičku in gre v tretje nadstropje bloka babica in se ne spomni, da je Dudica ostala spodaj. Nič ne ve o tem. Neprimerno oblačenje, poletni sprehod v zimskem plašču in narobe zimski sprehod v kratkih rokavih in v kratkih hlačah. Težave pri vsakodnevnih opravilih. Skuha kosilo tik-tak, ampak pa ga pozabi servirati. Pridejo otroci, reče, ups, danes pa sem pozabila skuhati. V resnici je pa vse na štedilniku. Iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari, napačne umeščenosti, recimo fen se naenkrat znajde v hladilniku. In primer, ko sem ga že enkrat povedala tudi za televizijo, je gospa gospodu, ki sta bila zmenjena, da mu ona vedno pripravi torbo za tenis, gospod je kakšno stvar spustil, ni imel Alzheimerja, ampak enkrat je zemnih nogavic ni vzel, enkrat je dezodorans pozabil in ona rekla, čak, ti bom jaz, ko imam čas, sem doma, nisem v službi, ti bom jaz rihtala. Gospod je prišel na tenis, odprl torbo in je bilo noter zmrznjeno svinjsko stegno. Gospa tega ni naredila iz maščevalnosti ali za nalašč, ni se zavedala, kaj je bilo. Gospod se je strahotno obtoževal, kako da on tega ni pravočasno videl in tako naprej. Težave pri krajevni in časovni orientaciji. Naenkrat sredi mesta ljudje ne znajo več domov. Sploh ne znajo več domov. Se ne znajdejo. Ne vejo, kako so tja prišli, ne vejo, kje stanujejo, ne znajdejo se niti, da bi vprašali, prosim, kje pa je Zupančičeva ulica. Nič od tega. Neskončno ponavljanje enih in istih vprašanj. Tle sem se spomnila na en opis iz enega članka, kjer je bilo tako simpatično napisano, da mogoče na en način rabimo za komuniciranje z ljudmi z Alzheimerjevo boleznijo toliko potrpljenja kot z otroci. Pa kdaj pride dedek mraz, pa kdaj pride dedek mraz, pa kdaj pride dedek mraz, ne, malo spominja na to, ne. A si nesla moj plašč čistilnico? Ja, mami, sem pojutrišnjem bo to. A si nesla moj plašč čistilnico, ne. In če imamo toliko potrpljenja z otroci, poskusimo se tisti, ki jih imamo, postaviti v to pozicijo, da ostanemo prijazni, to ni za nalašč, to ni nagajanje, ta izguba potrpljenja in jeza je nekaj, kar na tonu čuti še tako zelo dementen bolnik in prijaznost, nekdo je enkrat napisal, da s komunikacijo lahko to zdravimo, je ena od lastnosti, ki si jih moramo zjutraj obleči kot skafander, predno pridemo v stik s svojim sorodnikom, ki je v takem stanju. Spremembe čustvovanja in vedenja, čisto paradoksalno. A veš, da bojo spet vse zaprli zdaj, ker je COVID? Super! Kompletno napačna reakcija, ne? Zapiranje vase, tle sem bila škrta enega samoglasnika tule v zadnji vrstici in izogibanje družbi. 4 faze demence. Naj rečem, da se vsi potegujemo za to, da bi v čim bolj zgodnji fazi pravzaprav odkrili demenco, ker zdravila, ki jih uporabljamo, nimajo moči, da nas povrnejo v polno funkcionalno stanje, ampak da zadržijo bolezen in mi želimo vstopiti v čim višji fazi funkcioniranja, da obdržimo, da preprečimo napredovanje v naslednjo fazo. Zgodna faza, pozabljivost, utrudljivost, pomanjkanje motivacija, prikrivanje znakov bolezni, to je bil gospod številka 3 v naši začetni predstavitvi. Ta gospod, ta avtomatizem kavo skuhati je absolutno še zmogel, kljub svoji bolezni. Ta gospod bi verjetno znal podajati žogico, če bi mu jo metali. Ta gospod bi mogoče znal igrati tole igrico, se spomnite, ko smo se šli z rokami, ko smo bili mehni. To so avtomatizmi. On je zdravniku skuhal kavo, se z njim zelo prijazno pogovarjal, kadar ga je zdravnik kaj vprašal, kar ni vedel, je imel pripravljeno frazo. Saj veste, tako je. Ta fraza paše skoraj na vsako stvar, če jo odgovoriš. Neki avtomatizmi, zdravnik mu je nasedel, možnosti heteroanamneze ni bilo, ker je boga hčerka bila ravno takrat v trgovini, točno tistih 5 minut, in gospodu dodatek ni bil odobren, pa bi ga krvavo rabil, ker on je bil en od teh, ki je zataval v sosednjo hišo in ni znal več domov. In to se je že ta vmesna faza, gospod ni bil zgornja faza, bolj že vmesna, tavanje, motne orientacije, motne spanja, to je še posebej moteče, ti ljudje po noči kolobarijo okrog in smo v stalnem strahu, da nam bodo kam odšli, in telesno zanemarjanje.
Neumiti, umazana obleka, neobriti, nečisti nohti, neumiti zobje, take stvari. Pozna faza, tretja faza demence, v tej fazi človek ne prepozna več svojcev, ima težave s sporazumevanjem in je že pravzaprav popolnoma odvisen. Naš gospod je bil vmesna faza, tak je kavico skuhal. In težek stadij je tisti, kjer si pravzaprav priklenjen na posteljo, kjer so tudi motorični znaki, taka oseba ne govori, se ne giba, še vedno pa dojema prijaznost, ljubeznivost, prijeten dotik. Tole samo malo orientacijo, da te spremembe, o katerih govorim, niso samo rekel človek nekje v zraku, ampak so tudi zelo oprijemljive. Poglejte, kako se zvišuje ta neaktivni del možgan na račun možganovine, a ne. Tako da ta slikica kaže, aktivnost možganske skorje in ti temni areali so pravzaprav tisti, ki ne funkcionirajo. Zdaj pa k temu ključnemu vprašanju. A je vsaka pozabljivost demenca? Zelo velik izziv za tistega zdravnika, ki se prvi sooča, za tistega strokovnjaka, ki prvi vidi pacienta, za katerega mislimo, da je morda dobil Alzheimerjevo bolezen. In poglejmo, kaj vse lahko daje to osnovno sliko pozabljivosti. Depresija. Depresija kot stanje zmanjša tudi kognitivne funkcije, ne moreš razmišljati, ne moreš se spomniti. Enako anksioznost, hud stres po prometni nesreči, če govorite, kdaj mi ogromnokrat priletimo z rešilcem na prometno nesrečo in skušaš od sovoznika nekaj izvedeti, šofer je pa recimo hudo poškodovan, ga nalagamo na voznik. Ta sovoznik je čist pod stresom, čist out. Ne vem, kako je že bilo, ne vem, kdaj smo šli doma, ne vem, a je bilo ob 8, ne, a je bilo ob 9, ne. On je trenutno pod tako hudim stresom, da je njegova kognitivna funkcija zelo ovirana, pa to ne pomeni, da ima Alzheimerjevo bolezen. Nekatere bolezni žlez notranjih izločanj zelo grde motnje dajejo tudi na kognitivnem polju, recimo zmanjšano delovanje žleze ščitnice. Lahko je to tudi vpliv nekaterih zdravil, recimo zelo močnih pomirjeval, nekaterih epileptikov, tudi pod vplivom alkohola lahko delujemo kompletno zmedeni, dezorientirani, jezik se nam zapleta, spomin nam ne dela, zelo podobno. Pomanjkanje nekaterih vitaminov, B-kompleks, predvsem B1, B12, neka stara poškodba glave, mogoče spred enega tedna, ki je povzročila eno majhno krvavitev v glavo, ki se je sama omejila, vendar pa vpliva mogoče ravno na ta parietalni areal, kjer je skrit spomin, lahko daje enake slike. Kakšno vnetje možganskih ovojnic, meningitis, borelioza v zadnji fazi, to je okužba, ki jo klop prenaša, hude bolezni jeter, ledvic in pljuč. Zakaj pa zdaj pljuč? Pljuča skrbijo za dotok kisika v organizem in možgani so najbolj požrešen porabnik kisika. In če kisika ni dovolj, možgani enostavno ne morejo dobro funkcionirati. Tako da ja, hipoksija recimo tudi v primeru bolezni COVID tudi lahko okrni naš spomin in spoznavne funkcije, govor in tako naprej. Zelo nizka koncentracija sladkorja v krvi, včasih rečemo hipa, če vam je ta izraz bolj znan. Na žalost v to kategorijo, ki take slike daje, stopajo tudi tumorji možgan ali pa metastaze tumorjev v drugih delih telesa. In ja, določena pozabljivost je del normalnega staranja, vendar če je nenadno se stopnjevala, ne postopoma, če je vsak dan hujša, če moti funkcioniranje človeka, če se kažejo vsi tisti znaki, ki smo jih navedli, je treba pomisliti tudi na to, da gre za Alzheimerjevo bolezen. No, tukajle so majčkeno naštete različne oblike demence. Danes mi govorimo pravzaprav bolj o Alzheimerjevi bolezni, ki ima te znake, ki so bili že velikokrat našteti. Ti ljudje niso blodnjavi, nimajo halucinacij, kar je recimo značilno za eno drugo biokemično motnjo, to je demenca z Levijevimi telesci. Vaskularna demenca je enostavno, bi rekli, žilna demenca, tista, ki je povzročena z aterosklerozo možganskih žil. Tole je ena redkejša oblika demence, kjer pravzaprav na sliki vidno upadeta čelna in parietalna režnja možgan, tukaj, kjer se skriva karakter človeka, fina funkcija rok,
govorno področje, tako da so tukaj lahko tudi velike spremembe. In pri Parkinsonovi bolezni je del bolezni lahko tudi demenca, čeprav Parkinsonovo bolezen, se spomnite, po tresavici prepoznamo. En tak značilen je money counting tremor, kot da bankovce štejete, ne? In pogosto, bom takole bližje prišla, fino tresenje brade, fino tresenje v obrazu je včasih znak te Parkinsonove bolezni in se ti znaki zdravljenja Parkinsonove bolezni tudi zelo uspešno zmanjšajo. Zdaj, kje je ta izziv prepoznavanja, ne? Zakaj pravzaprav zadevo, ki je tako očitna, ki je tudi relativno pogosta, ki jo ne čuti sam svojc, ampak tudi pacient sam, tako težko prepoznamo? Na strani bolnika je dostikrat zanikanje, pa saj ni tako hudo, to je samo ena majhna pozabljivost. Zadnjič sem se odpeljala v Škofjo Loko, no, ampak ne vem, kaj sem pravzaprav mislila, mogoče se bo minilo, v dom me hočejo dati, mojega imetja se hočejo polastiti, to jih skrbi. To je zelo pogosto tudi pri ljudeh, da ne pridemo do pravočasne diagnoze, ki živijo sami, kjer nihče ne opazi vseh teh njihovih primanjkljajev in težav, nihče ne vidi sprememb, nihče jih ne opominja nanje in nihče jih ne motivira, da bi šli do zdravnika. Ti ljudje se zelo bojijo stigmatizacije. Kot ste opazili, res striktno uporabljamo izraz oseba z demenco, to je na svetovnem nivoju nekako ustaljen izraz, nikoli ne rečemo, ta je pa dementen. Ne? Temu se strahotno izogibamo, ker to neko stigmo postavlja, to nekako definira to osebo, ampak ta oseba je še vedno Tatjana, ta oseba je še vedno Alice, krasen film je obstajal o demenci, Still Alice, in še vedno je oseba vredna spoštovanja in ljubezni, ne pa, da je to nekdo, ki je dementen v vsakdanjem pogovoru, to dostikrat slabšalno kdo uporablja, pa koliko je tum, pa ste že čist dementen, mislim, tudi za nekoga mlajšega, recimo, ne, tako da teh izrazov se skušamo izogniti. In dostikrat so težave v komuniciranju s svojci, ne, po telefonu mogoče nekdo nekoga pokliče, mama, očeta, ki živi sam samo enkrat mesečno, sej oče ne pove, sej ti ga ne vidiš, sej zamolči, da je, ne vem, v kuhinji že ogromen kup posode, ker se ne spomni, da bi to zložil v stroj, da že en teden ni jedel, ker ne zna več kuhati in tako naprej, a ne. Na strani svojcev so tudi ovire pri prepoznavanju demence. Pravzaprav zelo stigmatizirajoča za družino je ta sprememba vlog. Velikokrat govorimo o starejših ljudeh, ampak demenca lahko nastopi tudi pri osebi, ki je stara 40 let, ki je glava družine v polnem pomenu besede, ki je morda edini v tej družini, ki je zaposlen in je v službi, ki je edini v tej družini, ki je tako zdrav, da skrbi za enega od otrok, ki ima posebne potrebe. In ta sprememba vlog v družini, da se nekdo izmed borca za kruh, rečemo, ne, breadwinner, v angleščini spremenil nekoga, ki je kompletno lahko odvisen od pomoči drugih. Recimo, da je to nekdo tudi na zelo visokem družbenem položaju. Taka situacija zelo dolgo povzroča, da si mi nekako zakrivamo oči, zanikamo, racionaliziramo, iščemo nekakšne izgovore. Zelo pogosto zgodnjih znakov bolezni resnično ne prepoznamo in dostikrat so posredi tudi čustvene ovire. Poleg finančnih, ki sem jih že malo namignila, in prezaposlenosti družinskih članov, gre za čustva. Nekdo je strah, pa ne, moja mami, ona je bila cel življenje meni blizu, večna svetovalka, večno zatočišče, večna modrinjakinja, pa ne, ona ne morem si privoščiti, da se je to zgodi, ne. To so zelo včasih težke zgodbe, tako da ni čudno, da do diagnoze res pridemo počasi, še do prve predstavitve pri zdravniku počasi. In še enkrat, to sem že rekla, prepoznavanje Alzheimerjeve bolezni v zgodnji fazi je ključno, je zelo pomembno, ker bolezen lahko v eni fazi zadržimo. Poti nazaj na izhodišče pa pravzaprav zdravili, ki jih imamo danes, še ne poznamo. Kako bi se organizirali, ko se enkrat odločimo in ko svojca dovolj motiviramo za pregled pri osebnem izbranem zdravniku? Takle pregled ne bo 3 minute. To ni prevez operacijske rane in pobiranje šivov. Za pregled se naročimo in če bomo zdravniku primerno zaupali tudi vzrok obiska, si bo zdravnik vzel dovolj časa. Sijajno je, če lahko pride z bolnikom en svojec. To bom večkrat danes ponovila.
podatki, ki jih navede svojec, so vsaj enako pomembni kot podatki, ki jih navede pacient. Tako da prosim, a se bo ta pogovor triada, ali bomo rekli, gospod, pa sem bi najprej z vami pogovorila, pa če želite na samem, pa bo gospa hčerka, a ne, zunaj počakala, pa bomo potem z gospo, še posebej, če takemu pacientu damo prednost, se počuti polaskanega, če želite, da je pogovor na samem, sicer se pa dostikrat tudi v triadi da zelo, zelo lepo zmeniti. Dajmo se pripraviti na obisk, ne. Koliko časa pa je že tako, da gospod po noči hodi okrog in blodi in vpije? Ja, en čas pa že. Ja, pa je to en teden, en mesec, ja, nekaj časa že. Dajmo poskusiti mogoče te podatke majčkeno doma zbrati, če treba si jih tudi napišemo, katera zdravila oseba jemlje. Namignila sem že, da lahko tudi kakšna zdravila motnje spomina povzročajo. Tudi to mogoče, kdaj je bil zadnjič laboratorijsko pregledan, osebni izbrani zdravnik ima svoje podatke, ampak mogoče je pa gospod bil pred enim tednom na urgenci, ker je bilo nekaj drugega narobe, ne vem, zaradi hudega glavobola, in imate pri roki že neke laboratorijske izvide, ki bojo vsaj začetek, zdravnik jih bo pa dopolnil. Predvsem pa mora tak pogovor potekati ne kot zasliševanje na sodišču, ampak o enem zaupanju, toplini, sproščenosti, iskrene skrbi in zanimanja za bolnika. No, to troje sem dala res na prvo mesto, še ponovno pri načinu sporazumevanja. Postavljamo odprta vprašanja. Gospod, pa kako ste kaj? Pa kaj vas zdaj najbolj moti? Se mu posvetimo, ga gledamo z očmi in ne gledamo hkrati na svoj telefon ali pa v tipkovnico. Zelo pomembno je izogibanje konfliktov, ne. Hčerka reče, no, zdaj pa povej, kako si zadnjič šel z avtom v Trst, pa si nas iz Trsta poklical, ker nisi znal več nazaj. Ja, pa se nisem šel, ker se to nisem jaz. Ja, pa povej, zato ker zdravnik mora to vedeti. Ja, pa ne bom zdaj o tem govoril. Presekati, v redu, ne. Včasih celo je zelo koristno, da zdravnik reče, pa se dajmo najprej pomeniti o tem, se mi zdi, da se vam mogoče roke malo tresejo, kako se počutite glede tega, kaj mogoče polijete, ko jeste, če ne gre drugače, odličen recept, zdravnik reče, oprostite, sam do toalete moram skočiti. In da če se stvari umirijo, oseba pravzaprav pozabi, katero konfliktno situacijo smo imeli, da smo se zataknili in gremo nekje naprej. Preusmerjamo pozornost, kot sem jaz rekla, ne. Pa ne bomo zdaj v Trstu, pa dajmo nekaj drugega. Pohvaliti, gospod, ste pa zelo lepo urejeni danes, a ne. Bodimo konkretni, ne. Moja prijateljica Tatjana Cvetko, ki se zelo veliko ukvarja z demenco, pravi, ne abstraktnih pojmov, ne mu reči, a boš sendvič, ampak rečemo, a boš kruh z mortadelo. To drugo bo dosti bolj razumel, ne. Kakšni abstraktni pojmi so težje razumljivi. In kratki in jasni stavki. Kaj še o sporazumevanju? Ni pomembno, kaj govorimo, ampak kako to rečemo. Zadnjič sem enega komunikologa brala, ki je rekel, da je vsebine 10%, 90% pa način, kako rečemo, ne. In sama na sebi lahko rečem, da imam to preizkušen, ne. Lahko moja prijateljica reče, daj, ti si pa res ena koza, in se obe smejiva, lahko pa mi nekdo reče, ti si koza na tak način, da bom jokala, ne. Čist iste besede so, popolnoma iste, a ne. Sproti se prepričamo, da bolnik razume pogovor. Tudi kadar svojec govori z njim, ne tisto, a razumeš, ampak nekaj drugega, da bo mogel on aktivno. Kako se ti to zdi? Kako bi pa ti to rešil? Ne? Kako boš pa ti to zdaj Mojci povedal, ko vem, da greste popoldne, pride k tebi, pa ji boš skuhal kavico. Zdaj mi povej, kako ji boš ti to razložil. Ne? Na ta način, ker če rečem že komorkoli, ki je povsem kompetenten spominsko, a si razumel, ne? Se mu bo zdaj pa prmejduš, tole bi jaz moral razumeti, veš, da nam rekel ne razumem, zato ker pa bojo vsi misli, da sem neumen. Ne? V Sloveniji recimo tudi ta kultura na predavanjih, čim manj spraševati, ker če ne izpadeš neumen, greš predavati v Ameriko, se ne rešiš vprašanj, tam ni nikomur nič nerodno, včasih res vprašajo nekaj, kar si absolutno že povedal, ljubeznivo poveš še enkrat, pri nas je pa to, sam da ne bom butast izpadel, ne. Atmosfera in predvsem dotik. Če čutimo, da je prijeten dotik, se lahko pacienta tudi dotaknemo. Meni se je zgodilo, da sem eni gospe, ki je živela sama, pri pregledu potem želela zmeriti krvni tlak in vi vsi veste, da to ni noben zelo telesen dotik, ne, tudi rokavice sem imela in je rekla, joj, ste se me dotaknili, a veste, koliko let se mene že ni nihče dotaknil. Konkretno ni šlo za gospo z Alzheimerjevo boleznijo, samo tako, da vam povem, kako je dotik pravzaprav nekaj, kar človek potrebuje, ne. Torej,
tovrstna komunikacija naj bi bila zato, da res lahko pridemo do čisto pravih podatkov. To je za začetek. Bolnika je treba tudi telesno pregledati, ne? Ali je mogoče en uček majčkeno zaprt, sem vam govorila o možni možganski krvavitvi, ko se je nekdo butnil v tram in temu niti ne pripisuje posebne pozornosti, to se je meni tudi že v praksi zgodilo, da sem na to naletela. Zmerimo tlak, pogledamo srce, potipamo jetra, se spomnite, smo rekli, bolezni jeter, ledvic in pljuč so lahko v ozadju spominskih motenj. Izvedemo ta dva testa, kratek preizkus spoznavnih sposobnosti, KPSS in test risanja ure, jih bom pokazala. Potem naročimo laboratorijske preiskave in naredimo načrt za nadaljnjo obravnavo. Kako bo, če bojo preiskave normalne, kako bo, če ne bomo, kdo bo koga poklical, kako se bomo slišali in kaj bomo naredili naprej. Test risanja ure je mednaroden test, kjer je treba narisati tole situacijo 10:11. Vi bi rekli, pa kaj pa se greste, pa zakaj pa glih 10:11? Ne boste verjeli, ampak ta test vsebuje toliko spretnosti, prostorskih predstav, abstraktnega mišljenja in relativne motorične spretnosti, da je strahotno izdajalski, oseba se z mano pogovarja, tik-tak, vse je super, gre in mi nariše takole. Prosim, če pogledate, kje je ura 12. Prosim, če pogledate, kje je ura 16. Prosim, če pogledate, kje so kazalci, ki jih ni. Prosim, pogledajte, kje imamo uro 4 in kje imamo uro 1. Strahotno distortirano mišljenje, ne? Tlele še ni tako grozno slabo, bi vi rekli, pozicija kazalcev, ok, tale kot je falen, ja, samo pogledajte, katera ura je tle in katera ura je tle. Tale je že v redu umeščena, ne? Zelo hude stvari se lahko pokažejo, no. To je pa kratek poskus spoznavnih sposobnosti. Takele stvari sprašujemo, to je mednarodno normiran test, tam nekje do 23 točk naj bi se doseglo, in če jih je manj kot 23, je zadeva lahko sumljiva. Pozor, to niso, bi rekla moja babica, zaprmej testi. To so relativno grobi testi, to pomeni, da so to sita z velikimi luknjami, kjer nam lahko kaj še uide skozi. Testa, kjer bi rekli, ok, tole rešimo, pa če je ja, imate demenco, če pa ne, ne, takega testa nažalost še nimamo. Diagnozo demence postavimo z izključevanjem drugih stanj, sem vam skušala razložiti s temi laboratorijskimi izvidi, pa tudi prej s tem, katere telesne bolezni lahko stanje s hudimi motnjami spomina pravzaprav povzročajo, a ne. Zelo obetujoče so analize in raziskave znanstvenikov, ki se že 10 let ukvarjajo z eno od beljakovin, ena je tau in potem je še ena naslednja, ki jo imajo zdaj v obravnavi, da bi lahko že 10 let pred nastopom znakov demence iz krvi ugotovili, da se vam tole dogaja. In to dogajanje v možganih pravzaprav ustavili, a ne. In zelo pomembno je spremljanje bolnika, ne. Kako hitro in ali se te težave zvečujejo, a ono nekje ostaja na enakem, ali se skrivajo še kakšni drugi znaki, tako da s temi 4 dejavniki nekako lahko določimo, ali gre za Alzheimerjevo demenco ali ne, in ne pravzaprav s tem samim, če izoliram eno reč risanjem ure, to je samo ena od stvari. Gremo zdaj naprej, kaj bomo naredili potem po prejemu izvidov. Največkrat zdravnik reče, vas bom jaz obvestil o izvidih in on predlaga nadaljnjo obravnavo. Velikokrat smo omenili danes možgane in smo rekli, lahko je tudi možganska krvavitev, lahko je vnetje možganskih ovojnic, lahko je tumor spregledan, lahko je možganska krvavitev zaradi anevrizme, tako da z veliko verjetnostjo se bo zdravnik, če bo našel znake demence pri pregledu, pri testih in pri laboratorijskih izvidih, lahko odločil kar naravnost za slikanje glave, če pa ne bo povsem siguren, bo pa spet bolnika pred slikanjem poslal k specialistu, enakovredno je, ali je to nevrolog ali psihiater. Imeli smo izobraževanja, kjer smo rekli, pa dajte nam povedati, kako se mi odločimo, kdaj kam pošljemo, ne? To je nevrološka motnja s psihičnimi znaki, so rekli, kar je bolj dosegljivo v posameznem okolju. Tukaj v Ljubljani imamo dosegljive oboje, pravzaprav je na nevrološki kliniki prav specializirana ambulanta za kognitivne motnje, na nevrološki kliniki imajo sami na razpolago tudi vse preiskave, slikovne, da jih tam lahko naredimo, naredijo, tako da
Če bi pa bile preiskave že na osnovnem nivoju dovolj prepričljive in ne puščajo nobenega dvoma, zanesljivo ni bilo poškodbe, svojc živi z družino, zanesljivo se ni v zadnjem letu nikoli poškodoval, je ves čas pod nadzorom in tako naprej, potem je možnost po novih pravilih zavarovalnice od lanskega leta, da antidementive predpiše že osebni izbrani zdravnik. Pod pogojem, da nima dvoma v diagnozo, da ni treba slikati glave ali pa narediti kakšnih drugih testov, ker imamo pa en podatek o eni prometni nesreči ali karkoli takega. Če je bila demenca potrjena in predpisana zdravila, lahko vključimo tudi že vse druge obravnave in naredimo načrt spremljanja in sporazumevanja. Kdo nas bo klical, če je kaj narobe, kje se nas doseže, a je to na mail, a je to na telefon, katere so delovne ure, kdaj smo dosegljivi, vse te organizacijske stvari. No, in zdaj smo prišli končno k tej zadnji točki, tej interdisciplinarni obravnavi. Glejte, če je pri nekom potrjena demenca, potem je eno po zakonu potrebno obvestilo treba poslati v ambulanto za medicino dela, prometa in športa, če je to oseba, ki je imetnik vozniškega dovoljenja. Mogoče bo potrebna predstavitev invalidski komisiji, če je to potrebno. Če bomo tega pacienta obravnavali na osnovnem nivoju in ostane pri nas in živi tam, kjer je doslej živel, ga lahko vključimo v fizioterapevtsko obravnavo. Morda je potreben obisk patronažne sestre na domu. Morda je potrebno katerakoli od predavanj o zdravi prehrani, o telesnem gibanju. Vsak večji zdravstveni dom ima tak, zdaj rečemo CKZ, Center za krepitev zdravja, gre pa pravzaprav za zdravstveno vzgojo, to je zastonj in to napotitev naredi osebni izbrani zdravnik. Morda je to oseba, ki čez dan potrebuje nadzor in bomo svojce seznanili s to možnostjo, da je taka oseba v dnevnem varstvenem centru. Malo podobno, že prej smo ene paralele vlekli kot otrok, ki tudi ni samostojen, ki ga zjutraj peljete v vrtec in ga gredoči službe vzamete spet k sebi domov. Podobno je možno urediti na številnih mestih v Ljubljani in tudi v nekaterih domovih starejših občanov. Se opravičujem za to Ljubljano, ampak tukaj sem celo življenje v službi in mi je situacija najbolj znana, zagotovo so podobne možnosti tudi v drugih krajih. Lahko vložimo, tle vas opozarjam, tale prošnja za dodatek za tujo nego in pomoč, tudi kot svojci to lahko naredimo direktno na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali pa jo vloži zdravnik. Zdaj, če zahtevate od mene 100% resnicoljubnost, je tak postopek treba računati, ker tukaj gre pravzaprav za cilj, ne da bo oseba bolj zdrava, ampak cilj je to, da dobi finančno pomoč in vse take stvari naj bi bile zaračunljive, seveda dobite račun, ravno zato je pa omogočena ta druga pot, kjer svojci tak zahtevek lahko vložijo sami. Glede na možnosti in socialno stanje se povežemo s Centrom za socialno delo, postavimo, da ta oseba živi sama in je sama brez sorodnikov. Postavimo, da ta oseba, samo primer, ima svojo nepremičnino, pa recimo, da je to stanovanje, kjer živi, a ne? Nima pa dovolj velikih dohodkov, da bi bila varovana v domu. V tem primeru lahko občina zastavi pravzaprav to nepremičnino in doplačuje tej osebi toliko mesečnega prispevka, kot je razlika med plačo in oskrbovalnino, in v zvezi s tem še enkrat pač razmislek o možnosti ali pa potrebi po namestitvi v dom starejših občanov. Da ne pozabimo, ne pozabi me. Pomembno vlogo na slovenskem polju igra društvo Spominčica, ne samo glede takih predavanj in izobraževanj, kot je danes, tudi glede svetovalnega telefona, tudi glede številnih dostopnih brošur in edukativnih materialov, tudi glede podpore svojcev, podpore svojcem. Nisem se zmotila, na tem telefonu dostikrat svetujejo svojci, ki so imeli sami to bolečo izkušnjo, zelo praktičnimi nasveti, ki jih tisti med nami, ki nismo imeli s takim bolnikom osebnega stika, še ne poznamo. Taki telefoni so namenjeni tudi čisto razbremenitvam, popolnoma svetovanju v stiskah. Rekla sem vam že vnaprej, da bom danes mogoče večkrat omenila možnost, da so pri takih situacijah pravzaprav še bolj enako ali bolj kot bolnik prizadeti njegovi svojci, čutijo se odgovorne, živijo v strahu, ne najdejo rešitev in težav.
Jaz sem zdaj že na koncu, mislim, da nisem prekoračila svojega časa, 45 minut sem imela, smo pa začeli 7 minut kasneje, 2 minutki sem odgriznila, ampak 5 minut imam še. Tako da bi za zaključek nekaj misli, ki so morda moje, morda se boste z njimi tudi vi lahko identificirali. Alzheimerjeva bolezen spreminja definitivno življenje posameznika in njegove cele družine. Zgodnje prepoznavanje je tisti ključ do čim prejšnje obravnave, tako da ni nič narobe, če kdo pride s sumom in ga uspemo ovreči, bil je samo strahotno slabokrven, ena od možnosti, manj kisika je bilo, smo rešili na drug način, jaz zdaj sem vas pa nadlegoval, nič nadlegoval, mi smo zato tukaj, a ne. Dosti bolj boleče je, da zamudimo to začetno možnost in nekoga ujamemo v drugi ali tretji fazi, ko lahko samo še na tej stopnji zadržimo, kjer pa je kvaliteta življenja definitivno manjša. In ja, ambulanta osebnega izbranega zdravnika je v slovenskem zdravstvenem sistemu pač vstopna točka, cel zdravstveni sistem z vso interdisciplinarno obravnavo, skušala sem vam pokazati ne samo različne zdravstvene strokovnjake, ki se s tem ukvarjajo, osebni izbrani zdravnik se poveže s psihiatrom, lahko psihologom, imenovali smo nevrologa, diplomirane medicinske sestre, patronažno sestro, sestre zdravstvene vzgoje, fizioterapijo, ampak celo vsega osebni izbrani zdravnik kot edini med specialnostmi na druga polja, on se poveže s centrom za socialno delo, on naredi postopek za tujo nego in pomoč ali pa svojci sami, če so tega sposobni, on edini lahko naredi vlogo na invalidsko komisijo in tako naprej. Tako da je današnje predavanje bilo namenjeno temu, da si vsi skupaj malo izmenjamo izkušnje, osvežimo spomin, da smo bolj seznanjeni, mislim, da je informiranje strokovne in laične javnosti o tej bolezni, ki zaradi daljšega preživetja mogoče še bolj pogosto vstopa v naše ambulante, v naše domove in naša življenja, zelo pomembna. In še en spomladanski pozdrav. Mogoče je res tisto, kar je odločilno, pravzaprav to, da naredimo prvi korak, da se posvetujemo z zdravnikom, mogoče tudi odsotnosti svojca za prvič, da stopimo po tej poti. Pot je dolga, ampak nudi številne možnosti, veliko klopi je ob njej za počitek in veliko oprijemal in pomagal. Tako da prvi korak je morda težko narediti, ampak spodbujam vas, če ste v dvomih, ga le naredite. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala za to predstavitev. Meni se je vmes pravzaprav že porodila misel, da imate zelo težko nalogo prepoznavanja pravzaprav bolezni na začetku. Toliko enih stvari je res treba paziti in toliko enih dejavnikov vpliva, da je to res, se mi zdi tudi za vas, ta prvi korak kar težek, Ja, kar pomembno vlogo imamo, mi smo tisti, ki v ozadju garamo, ampak mene zdravi ta pa ta nevrolog, samo do tega nevrologa je bilo tudi treba nekako priti, Ja. Tako da se nič ne silimo nikoli v ospredje, tiho in mirno delamo naprej, ampak ja, mi smo koordinatorji zdravstvene oskrbe, ne samo vstopna točka, ampak potem tudi, kaj je ta rekel, kaj je zdaj rekel, invalidska je tako odločila, dajmo se pritožiti, te možnosti nimamo, to možnost imamo, tako da ne samo pri prepoznavanju, ampak odločilno nam lahko res pomagajo svojci. Marsikdo jih nima. Moja najtežja situacija do zdaj, ki lahko povem v zvezi z Alzheimerjevo boleznijo, jo nisem še rešila. Prišla je ena soseda od ene moje pacientke, je takole pokazala, je rekla, lejte, jaz tlele stanujem. Jaz sem soseda od te gospe in sem vas videla, ko ste večkrat na hišni obisk prišli. A ste vi zdravnica od te gospe? Sem. Želim vam povedati, da ta gospa, ne vem, a se ji nasilje ali kaj dogaja, ona vpije noč in dan. Jaz se spet naštimam, da bom šla na hišni obisk, seveda se moram najaviti. Brez najave nimam dostopa do vas, tudi če si jaz to zelo želim, tudi če grem slučajno mimo, nimam te možnosti. Samo policist z nalogom za hišno preiskavo gre noter brez, jaz pa se najavim. Gospa je bila umita, zrihtana, na frišno, okrog 80 let stara, na frišno pobarvani lasje, zelo urejena. Jaz sem imela eno
olajševalno okoliščino, da sem imela študenta 6. letnika na vajah in sem prosila že pri najavi obiska, če sme priti z menoj, in je rekla gospa nečakinja, ki za to gospod skrbi, da seveda. Naši študenti so tudi zapriseženi po Hipokratovi prisegi, to vse med nama ostane. In sem rekla, glejte, tako in tako prijavo imam, jaz bi vas zelo lepo prosila, če je mogoče, da kdaj se vi kakšne trenutke pogovarjate z gospo nečakinjo, ker jaz bom morala to mojo gospo dobiti na samo. Če jo povprašujem o tako hudih stvareh, kot je nasilje v družini, ona je odvisna in se morda celo boji svoje skrbnice, jaz jo moram dobiti na samem, nečakinja ne more biti zraven, ker pač je to na hišnem obisku je to malo težje, no. In res ta gospa se je ponudila, da bo skuhala čaj, študent je razumel in je šel zraven v kuhno in sta tam nekaj govorila, jaz pa z gospo zelo zaupno, a lepo skrbijo za vas, ali je vse v redu, a vas je kdaj strah, ne, besede nasilje ne moš uporabiti. Gospa je bila čist dementna, ona se mi je samo smejala in hotela me je po laseh pobožati, zdaj mi pa povejte, kako naj jaz to rešim, ne. Lahko, da gre za njene neke strahove, more, da ona ne vpije od bolečine, ampak zato, ker jo je neki strah, jaz lahko strahotno škodo povzročim tej nečakinji. Jaz sem se posvetovala s Centrom za socialno delo, tudi v zaupanju, oni tudi lahko grejo v nadzorni obisk, temu oni rečejo, njim se pa ni treba tako divje najaviti, kot se moram jaz za dan in uro. In so prišli in je tudi izgledalo vse v redu, gospa soseda je pa že drugič prišla in povedala, kako gospa vpije. Zdaj pa mi povejte, kako bomo to rešili, ne. Jaz sem to že na zelo visokih forumih odpirala, ravno gospe in Alzheimerjeva bolezen preprečuje, da bi mi ona kaj povedala. Tako da so take situacije včasih, še vedno se nisem vdala, še vedno iščem način, da bi temu prišla do dna in dopuščam možnost, ja, da je to mogoče bolezen demenca z Levijevimi telesci, kjer so halucinacije, ona ima mogoče grozne sanje in tako. In ji to zadevno dajemo ena zdravila, da bi bila bolj sproščena, ne ravno uspavala, ampak me zelo, zelo skrbi. Tako da so včasih kakšne stvari kar velike prepreke, no. Ja, se znajdete v težkih situacijah, ja. Zdaj vidim, da nimamo nobenih zastavljenih vprašanj, tako da zdaj glede na to bi jaz potem prosila Ines še tebe, če lahko deliš svojo prezentacijo, torej naša likovna pedagoginja Ines Dovečer nam bo pa predstavila en ustvarjalni namig, v bistvu to je naš namig, kako pravzaprav tudi preživeti prosti čas z osebami z demenco. Vemo, da je ustvarjanje lahko zelo koristno, a ne, da ima pozitivne učinke, in ker smo pač Narodna galerija, torej spodbujamo ustvarjalnost, smo pripravili torej namig za eno tako enostavno, a ne, ustvarjanje, ki se ga lahko vsi lotijo. Tako, Ines, kar izvoli. Hvala lepa in nasvidenje. Najlepša hvala, gospa. Se vidi? Ne. Ne, se opravičujem. Evo. Zdaj pa se vidi, a ne? Zdaj pa se vidi, tako. No, samo tole. Se malo opravičujem. No, lepo pozdravljeni. Moje ime je Ines. Po izobrazbi sem likovna pedagoginja in danes sem vam pripravila za vas, likovno delavnico. Izdelali bomo najvidnejšega znanilca pomladi. Ta je zvonček. Izdelava deluje zelo preprosto, ampak zahteva tudi nekaj natančnosti in pa pozornosti, seveda. Za izdelavo zvončka potrebujemo bel list papirja A4, škarje, zeleno barvico ali flomaster, lepilo, slamico ali leseno paličico, lahko tudi drevesno vejico in lepilni trak. Medtem ko pripravljate potrebni material, bi se ustavili pri vprašanju, zakaj sploh ustvarjati. Vsakršno ustvarjanje blagodejno vpliva na naše počutje,
tako nekako kot sprehod v lepem sončnem vremenu ali svež zrak. Prav tako pa z ustvarjanjem razvijamo in ohranjamo tudi fino motoriko. To pa prinaša sprostitev in zadovoljstvo. Pa lahko mogoče kar nadaljujemo. Z ustvarjanjem prvi korak je iz papirja A4 izrežemo kvadrat, prepognemo kvadrat na pol, da dobimo trikotnik, ter prepognemo še stranici trikotnika. Drugi korak, iz zastankov papirja A4 izrežemo kapico, izrežemo 2 lista za zvonček, vse pobarvamo z zeleno barvo. Z lepilom nalepimo kapico na vrhu zvončka, pripravimo slamico in lepilni trak. Četrti korak, z lepilnim trakom na vrh slamice ali paličice pritrdimo cvet, lista pa pritrdimo na spodnji del slamice ali paličice. In tako dobimo zvonček. Če imamo voljo in željo, lahko izdelamo še kakšno drugo cvetlico, kot je na primer tulipan ali več zvončkov, da dobimo lep šopek v vazi, lahko pa izdelamo tudi tulipan. Izdelava je enaka kot pri zvončku, le da cvet zasučemo v obratno smer in izdelamo malo drugačne liste. To je to. Super. Hvala, Ines, še za predstavitev delavnice. Super. Torej, zdaj vidim, da ni nobenih dodatnih vprašanj, tako da v tem primeru bi se rada vsem udeležencem zahvalila za sodelovanje. Najlepša hvala in lep pozdrav do prihodnjič, do naslednjega zadnjega torka. Ja, hvala tudi z naše strani, super. Ja. Nasvidenje. Hvala in nasvidenje.